To, kar vidimo tukaj, je model vodonosnika. In že samo ime pove, da nosi vodo. Vodonosnik predstavlja območje pod zemljino površino, kjer se v sedimentih oziroma kamninah zadržuje voda. Modra barva predstavlja podzemno vodo oziroma gladino podzemne vode. To je nadmorska višina, na kateri se voda nahaja. Modra barva teh kamenčkov ponazarja smer toka podzemne vode. Slovenija je zelo razgibana dežela in imamo 3 tipe vodonosnikov. Medzrnski, kraški in pa razpoklinski. Razlika med temi 3 tipi pa je v hitrosti potovanja onesnaževala do podzemne vode. To je zelo pomembno, saj človeški posegi lahko še kako vplivajo na podzemno vodo in posledično pitno vodo, ki se v Sloveniji več kot 95% izkorišča iz podzemne vode. To, kar vidimo tukaj, je nezasičena cona oziroma območje, kjer se voda ne zadržuje med zrni. S tem, ko se začnejo ta onesnaževala spirati globlje v podpovršje, sčasoma pridejo tudi do gladine podzemne vode, kot vidimo tudi do naših zajetij s pitno vodo in potem potujejo v smeri toka podzemne vode. V tem prikazanem primeru, ko smo obarvali reko z zeleno, prikazujemo ta odnos med podzemno in površinsko vodo. V tem primeru reka napaja podzemno vodo. In v primeru, da je reka onesnažena, lahko tudi ogrozi podzemno vodo, posledično, če se uporablja za pitno vodo, tudi vire pitne vode. Človek lahko s svojimi posegi na površju prekine pronicanje vode v globlje plasti in s tem tudi ogrozi vire pitne vode.